Na drugi strani sveta, pred 35 leti je pa bil fant, ki so mu rekli, ampak na prijazen način so mu rekli, 14 dni življenja imaš pred sabo. Kar so pa starši naredili drugače, je pa bilo to, da so mu rekli, bolan si. Niso mu rekli, ti imaš raka, niso mu rekli, ti boš umrl, rekli so mu, bolan si in čez 14 dni bomo videli, kaj bo. In zaradi tega, ker je slišal drugačne besede, je razumel, ok, bolezen se pozdravi in je verjel v to, da se lahko pozdravi. In to je že drugič imel raka, smrtnega raka, Hodgkinsov limfom, ni bil sposoben niti s posle do tuš kabine, da bi bruhal, ne da bi karkoli drugega. In zaradi tega upanja je preživel. In je čez 35 let, oziroma čez 34 let, je za svojih 50 let se odločil, da bo pretekel 7 maratonov v 7 dneh na 7 kontinentih. Predtem je pa bil na Mount Everestu, na vrhu vsakega gore, na vsakem kontinentu najvišje. Bil je na severnem polu, na južnem polu, pretekel s Ironmane, maratone, skratka ni da ni. Z enim pljučnim krilom, ker je enega izgubil med terapijo. In ko ga vprašamo, Sean Swarner se kliče, ko Seana vprašamo, kaj je recept, za to je rekel upanje. Upanje je bilo prvi korak, potem pa je prišlo še vse ostalo. In tega Seana lahko čez en teden spoznate. Prihaja v Ljubljano 6. maja, organiziramo dogodek Večer zmagovalcev. Vse informacije najdete na večerzmagovalcev.si. Prihaja sem ravno z namenom, da prinese upanje. Z njim bodo na odru še Darko Đurić, Damjan Janžeković bo povezoval, Maja Peron bo z nami, bo govorila o prijaznosti, z nami bo Boris Venek, ki ima svojo izkušnjo raka, z nami bo še ena gostja, ki mi malo predtem poslala SMS, ampak nočem povedati imena zato, da ne bom jinxal karkoli. Z nami bo pa Sean, ki bo na koncu povedal, kako je v bistvu ne samo premagal rak, ampak kako je dosegel te najvišje vrhove na vseh kontinentih in kako doseči takšne unikatne cilje.